Predstavil vam bom 3 praktične primere oziroma študije primerov. Vsi so na temo uredbe v evropskem postopku o sporih majhne vrednosti. V nadaljevanju bom to uredbo nazval kar uredbo v evropskem sporu majhne vrednosti ali pa zgolj uredba. S prvim primerom bomo podrobneje spoznali člen 6 te uredbe. Nadaljnja 2 praktična primera pa se nanašata na priznavanje izvršbo sodbe v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti v drugi državi članici. Naj ponovno poudarim, da vsebina tega izobraževalnega gradiva predstavlja zgolj in izključno stališče avtorjev, njihovo odgovornost, ter da Evropska komisija ne sprejema kakršnekoli odgovornosti glede podatkov vsebovanih v gradivu. Verjamem, da vsi znate in ste že tudi dostopali do uredbe o evropskem sporu majhne vrednosti. Prav tako sem prepričan, da je ta prikazan izsek vam iz Euroleksa povsem poznan. Bi pa rad izpostavil, če slučajno kdo spregledal, kako se dostopa do trenutne prečiščene različice, kjer je na voljo posodobljena uredba. Povezava do prečiščene različice se nahaja v delu naslov in reference, in sicer v obliki hiperpovezave. S klikom na to povezavo dostopate do posodobljene različice. No, sedaj pa se naj kar lotim vsebinskih vprašanj. Začnimo z prvim primerem, dejansko stanje primera. Mateja živi v Pliberku, Bleiburg v Avstriji. Za lažjo predstavo prilagam sliko za lokacijo omenjenega kraja, ki se nahaja tik ob meji s Slovenijo. Se pravi, tle se nahaja dotično zadevno mesto. V času med COVID-19 epidemijo je Mateja marca 2020 opravila številne spletne nakupe. Med drugim je kupila gorsko kolo za znesek 1400 € od slovenskega podjetja Drava Bike d.o.o. in potapljaško opremo v znesku 800 € od hrvaškega podjetja Split Dive d.d. Obe podjetji sta naročena izdelka dostavila pravočasno, vendar Mateja plačila ni opravila, saj je menila, da je prejela izdelke slabše kvalitete. Tako Drava Bike kot Split Dive sprožita evropski postopek o sporih majhne vrednosti preko standardnega obrazca A. Drava Bike predloži obrazec v slovenskem jeziku, Split Dive pa v hrvaškem. Ker je Mateja koroška Slovenka, je vešča tako slovenščine kot nemščine, pri čemer je znanje slovenskega jezika ovrednoteno z B2, na lestvici, ki se začne z A1 do C2, kjer A1 ponazarja poznavanje zgolj osnov jezika, C2 pa njegovo popolno znanje. Mateja pa razume hrvaško na ravni A2. Velja poudariti, da se na okrožnem sodišču v Pliberku postopek lahko vodi tako v nemškem kot tudi v slovenskem jeziku. In najkar gremo na prvo vprašanje. Danes smo se že tudi ukvarjali z vprašanjem mednarodne pristojnosti in katero sodišče je v tem primeru mednarodno pristojno. No, če kdo želi sodelovati, bi ga vljudno vabil, da se kar vključi in pove svoje mnenje, razmišljanje, rešitev, tako da kar prosto se vključite, ste vljudno vabljeni. Katero sodišče bo tu mednarodno pristojno? No, že tudi iz PowerPointov izhaja rešitev, na kateri člen bruselske uredbe se odgovor nanaša. Uredba o evropskem sporu majhne vrednosti ne vsebuje lastnih določb pristojnosti, zato pristojnost temeljila na uredbi Brusel 1a, to je uredba številka 1215/2012. Ker gre za zahtevek, ki pa izhaja iz potrošniške pogodbe, ker Mateja nastopa kot potrošnik, je mednarodno pristojno sodišče treba določiti v skladu s členom 18 uredbe 1a, in sicer njegov drugi odstavek določa, da druga pogodbena stranka lahko začne postopek zoper potrošnika, v tem primeru sta to Split Dive in Drava Bike, samo pred sodišči države članice, v katerih ima potrošnik, to je Mateja, stalno prebivališče. In v tem primeru se stalno prebivališče nahaja v mestu ob meji Slovenije, to je Pliberk. Zaradi tega je tudi pristojno okrožno sodišče v Pliberku. Sedaj naj z naslednjim
Slajdom skušam prikazati, kako poteka iskanje pristojnosti sodišč oziroma organov po Evropskem pravosodnem atlasu za civilne zadeve v primeru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. In sicer kot državo se določa Avstrijo, vrsto pristojnosti izberemo možnost pristojno sodišče, kot občino se navede zadevni kraj, to je v tem primeru moramo iti v avstrijsko različico mesta Pliberg, se pravi Bleiburg, in na dno se na to izpišejo podatki o tem sodišču, se pravi njegov naslov, poštno številko, telefon, kot tudi za marsikater postopek pomembna informacija, to so dovoljeni jeziki, ker je v tem primeru, kot že omenjeno, to slovenski in tudi nemški jezik. Če nadaljujemo, gremo, v katerem jeziku je potrebno vložiti zahtevek. Se želi kdo vključiti? Že kot v jeziku sodišča. Kar pogumno, prosim. V jeziku sodišča. Tako, to je po tem primeru nemški jezik oziroma lahko tudi slovenski, ne? Tako. Se pravi, kot tudi izhaja iz Evropskega pravosodnega atlasa, zadeve slovenski jezik, en izmed dveh uradnih jezikov na okrožnem sodišču v Plibergu. Zato je obrazec zahtevka, to je obrazec A, mogoče vložiti v slovenskem jeziku v skladu s prvim odstavkom členom 6 uredbe o evropskem sporu majhne vrednosti. Ta člen pa pravi naslednje: obrazec zahtevka, odgovor, vsak nasprotni zahtevek, vsak odgovor na nasprotni zahtevek in vsak opis ustreznih dokaznih listin se posreduje v jeziku ali v enem od jezikov sodišča, se pravi v slovenskem ali nemškem jeziku. Se pravi, če pa na hitro pogledamo drugi odstavek člena 5 te uredbe, pa vidimo, da sodišče po prejemu pravilno izpolnjenega obrazca zahtevka izpolni del 1 standardnega obrazca za odgovor C iz priloge 3. Sodišče izvod obrazca zahtevka, in kjer je to primerno, dokazne listine, skupaj s tako izpolnjenim obrazcem za odgovore vroči toženi stranki v skladu s členom 13. Vendar, ker smo predhodno imeli tudi hrvaški jezik, ki ne velja za enega izmed uradnih jezikov sodišča, na okrožnem sodišču v Plibergu mora sodišče zahtevati dopolnitev ali popravek v skladu z 4. odstavkom člena 4 uredbe o evropskem sporu majhne vrednosti za uporabo standardnega obrazca B. 4. odstavek uredbe določa, da kadar sodišče meni, da podatki, ki jih je predložila tožeča stranka, niso dovolj jasni ali so nezadostni, ali kadar vloga ni pravilno izpolnjena, in razen, če je zahtevek očitno neutemeljena ali je vloga nedopustna, tožeči stranki omogoči dopolnitev in popravek obrazca zahtevka ali pa predložitev dodatnih podatkov ali listin ali pa da vlogo umakne, pri čemer v ta namen določi rok. Vse to sodišče stori z obrazcem B. No, če gremo na naslednji scenarij. Pogodba med Matejo in Split Dive je bila sklenjena v hrvaškem jeziku. Prav tako so splošni pogoji podjetja Split Dive dostopni samo v hrvaškem jeziku na internetu. Kupoprodajno pogodbo in splošne pogoje poslovanja je družba Split Dive priložila k zahtevku zgolj v hrvaškem jeziku. Pristojni sodnik okrožnega sodišča v Plibergu tekoče govori hrvaški jezik. Split Dive v skladu z navodili sodišča dopolni obrazec zahtevka, se pravi, tokrat upravi predložitev obrazca A v slovenskem jeziku. Kako naj ravna sodišče za dokazi v hrvaškem jeziku? No, mogoče kakšno mnenje? Ja, tam so omenjene tudi dokazne listine, da morajo biti v jeziku sodišča v 6. členu, ne prvi odstavek. Tako. Tu sicer, če podrobneje pogledamo, piše vsak opis ustreznih dokaznih listin. Tako da bomo videli, če ima to kakšen pomen za naš primer v nadaljevanju. Vsekakor pa zelo dobro opažanje. Ja, kako naj sodišče ravna za dokazi v hrvaškem jeziku? Se pravi, če ponovno gremo na člen 6, vsak opis ustreznih dokaznih listin se posreduje v jeziku ali v enem od jezikov sodišča. Drugi odstavek pa veleva, če je kakšna druga listina, ki jo prejme sodišče v jeziku, ki ni jezik postopka, lahko sodišče zahteva prevod te listine zgolj, če se prevod zdi potreben za izdajo sodbe.
Se pravi, sedaj vprašanje, ali se to dokazne listine umešča v prvem, ali se to v opisu ustreznih dokaznih listin ali v drugi odstavek, kjer pa potem sodišče prevod listine zahteva zgolj, če se zdi prevod pomemben oziroma potreben za izdajo sodbe. V skladu z drugim odstavkom člena 6 lahko sodišče zahteva prevod listin, ki niso navedene v prvem odstavku, le če smatra, kadar je to potrebno za izdajo. Naslednje vprašanje glede tega pa je, ali lahko Mateja zavrne sprejem listin, ki so ji bile skupno vročene, obrazec zahtevka v slovenščini ter pogodbe in splošni pogoji v hrvaščini v postopku zoper Split Dive. Dobro, če se še navežem na okoliščine prejšnjega primera, je tudi zelo pomembno, da je sodnik govoril hrvaški jezik in zaradi tega tudi ni bilo potrebno zahtevati prevoda listin. Ali kaj pa zdaj to pomeni za to našo četrto vprašanje? Če se lahko Mateja zavrne sprejem listin, ki so bili vročene. Se pravi, tu se potem dotikamo vprašanja, v katerih primerih lahko se zavrne vročanje. Če gremo na odgovor tega vprašanja, v skladu s tretjim odstavkom člena 6 uredbe o Evropskem sporu majhne vrednosti lahko stranka zavrne sprejem listin, ki niso v uradnem jeziku države članice naslovice ali v jeziku, ki ga naslovnik razume. Glede na prevladujoče stališče v avstrijski nemški literaturi razlaga te določbe temelji na členu 8 uredbe o vročanju pisem. To je uredba številka 1393/2007, vendar se v skladu s prevladujočim stališčem beseda listina v tretjem odstavku člena 6 uredbe nanaša samo na listine v smislu člena 6.1, se pravi člene prvega odstavka 6. člena uredbe. To je na primer obrazec zahtevka, ne pa tudi na druge listine v smislu drugega odstavka 6. člena, to so pa dokazi. Pri tej doktrini Mateja ne more zavrniti zahtevka, saj je bil vročen v enem izmed uradnih jezikov v Pliberku. No, naj gremo na naslednji scenarij, scenarij 2. Mateja ne živi v Pliberku, temveč na Dunaju. Predpostavimo, da ne gre za potrošniško pogodbo in je Mateja gorsko kolo kupila za svojo sestro Ano, ki pa živi v Mariboru, kamor je bilo kolo tudi dostavljeno. Ker je na podlagi prvega odstavka člena 7 bruseljske uredbe 1a kraj izpolnitve zadevne obveznosti v Mariboru, je podana pristojnost mariborskega sodišča. Na Dunaju slovenščina ni uradni jezik. Pogodba med Matejo in Drava Bike je bila sklenjena v slovenskem jeziku, prav tako so splošni pogodbi Drava Bike v slovenščini dostopni na internetu. Ali lahko Mateja zavrne sprejem obrazca zahtevka v slovenščini, ki je bil vročen na Dunaju v postopku zoper Drava Bike? Ker slovenščina ni uradni jezik kraja, kjer je bila vročitev upravljena, je treba pojasniti, kako dobro mora biti znanje slovenščine Mateje, da se lahko izključi zavrnitev sprejetja v luči tretjega odstavka člena 6 uredbe v Evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. V tem primeru je Mateja sklenila pogodbo z Drava Bike v slovenskem jeziku. Nivo znanja Mateje je B2. V zadevi Sodišča Evropske unije C14/07 je sodišče navedlo, da je stopnja znanja jezika, ki se zahteva za zasebno korespondenco, ne ustreza nujno stopnji, ki je pa potrebna za zagovor pred sodiščem. Pomembno je predvsem, ali lahko prejemnik vročene listine in dokumente razume tako, da lahko uveljavlja svoje pravice. Zato je treba v obravnavanem primeru domnevati, da lahko Mateja zavrne sprejem. Mateja je potrebno obvestiti o možnosti zavrnitve sprejema, v okviru tudi to je se nanaša na člen 8 uredbe o vročanju pisem, ker se ta odločba na to nanaša. Se pravi, če gremo podrobneje pogledati izrek te sodbe, iz prvega odstavka izhaja, da nosnik tožbe za vročitev nima pravice zavrniti sprejema te tožbe, če so tožbi priložene priloge z dokazili, ki sicer niso napisane v jeziku zaprošene države članice ali v jeziku države članice prosilke, ki ga naslovnik razume, vendar opravljajo zgolj dokazno funkcijo. Nacionalno sodišče mora preveriti, ali tožena stranka glede na vsebino tožbe lahko uveljavlja svoje pravice ali pa mora pošiljatelj zagotoviti prevod priloge, ki jo je treba nujno priložiti. Drugi odstavek tega izreka vsebuje, da dejstvo, da je naslovnik vročenega pisanja s tožečo stranko dogovoril, da bo to pisanje potekalo v jeziku te države, ne ustvarja domneve o znanju jezika, je pa indic, ali naslovnik razume jezik države članice prosilke.
In potem še zadnji ter tretji odstavek izreka, naslovnik vročene tožbe ne sme s sklicevanjem na to določbo zavrniti sprejema prilog pisanju, ki niso napisane v jeziku zaprošene države članice ali jeziku, ki ga naslovnik razume. Takrat, kadar se dogovori, da bo dopisovanje potekalo v jeziku države članice prosilke, ter se priloge nanašajo na to dopisovanje in so napisane v dogovorjenem jeziku. No, in še kot zadnje vprašanje 6, kako naj ravna sodišče v Mariboru, če Mateja noče sprejeti listin? Če Mateja uveljavlja svojo pravico do zavrnitve sprejetja listin, mora sodišče presoditi, ali so pogoji za zavrnitev sprejema strani naslovnika dejansko obstajajo. To se sklicujemo na prej omenjeno zadevo sodišča Evropske unije. Če je bila zavrnitev sprejeta zakonito, se pa šteje, da vročitev ni bila učinkovita. Kako se pa postopa, če se mora zagotoviti prevod listin? V skladu s členom s tretjim odstavkom člena 6 uredbe o evropskem sporu majhne vrednosti mora sodišče obvestiti drugo stranko, da naj zagotovi prevod listin. V skladu z izpostavljeno odločbo na PowerPointu sodišča Evropske unije, to je ta odločba 443/03, je treba tak prevod zagotoviti čim prej. Pri čemer rok določa in presoja sodišče prve stopnje. Praviloma je razumljivo obdobje enega meseca, čeprav je v posameznih primerih, naprimer nenavadno dolgo besedila, težje jezikovne kombinacije za prevod in tako dalje, mogoče določiti daljšo obdobje. S tem sem zaključil študijo primera 1 in bomo nadaljevali z študijo primera 2, priznavanje in izvršitev sodb izdanih v evropskem sporu majhne vrednosti. V priznanju in izvršitvi ste sicer že predhodno slišali z strani Mariusa Mensaha, ampak vseeno bomo še vedno mogoče tudi nekatere druge vidike priznanja in izvršitve šli skozi v tem primeru. V začetku leta 2021 je slovenski potrošnik z imenom A kupil televizijo v nemški spletni trgovini za 4.000 evrov. A je plačilo opravil po povzetju, nato pa je ugotovil, da televizija ne deluje pravilno. A je kontaktiral nemško spletno trgovino z namenom vračila kupnine, vendar ni prejel odgovora. A je zato izpolnil obrazec zahtevka, to je obrazec A iz priloge 1 k uredbi o evropskem sporu majhnem vrednosti in ga skupaj z dokazi, ki podpirajo zahtevek, predložil sodišču v Sloveniji. Sodišče odloči, da mora nemška spletna trgovina kupcu A povrniti kupnino. Ali sodišče samodejno izda v obliki potrdila o sodbi v evropskem sporu za majhne vrednosti. Se pravi, to vprašanje je, kako obrazec D, ali ga sodišče samodejno izda. Se pravi, če gremo pogledati uredbo, to določa člen 20, sodišče na zahtevo ene izmed strank izda potrdilo. Brez dodatnih stroškov, pri čemer uporabi, kot že omenjeno, standardni obrazec D. Tej stranki na zahtevo priskrbi potrdilo v katerem koli drugem uradnem jeziku institucij Unije tako, da uporabi večjezični dinamični standardni obrazec. S to uredbo sodišče nikakor ni zavezano, da zagotovi prevod besedila, vpisanega v prazna besedila v tem potrdilu. Naslednje vprašanje, kdaj lahko A vloži zahtevo za izdajo potrdila o sodbi? No, pri odgovoru si lahko že pomagate s priloženim delom potrdila oziroma obrazca A, to je od njegov 11. odstavek je potrdilo. In že za samim vlogo samega obrazca A se lahko na začetku postopka vloži zahteva za izdajo potrdila v zvezi s sodbo. Saj za to predviden prostor. Kaj pa po tem, ko se že enkrat zahtevek A vloži, lahko stranka še kasneje ta potrdilo zahteva? No, glede tega vprašanja uredba izrecno ne naslovi, ampak lahko je vsekakor možno, da se izdaja potrdilo v sodbi, kadarkoli po izreku sodbe zahteva. Potrdilo v sodbi lahko izda zgolj sodišče, ki je izdalo sodbo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Ampak v tem postopku je v interesu A-ja, da od sodišča
izdajo potrdila zahteva čim prej. V katerem jeziku, razen v uradnem jeziku sodišča, naj zahteva A izdajo potrdila. Kot smo že omenili, evropski postopek v sporih majhne vrednosti omogoča izbor zahteve izdaje potrdila tudi v drugem jeziku. Obrazec, za katerim pa A to zahteva, izgleda takole. Se pravi, sodišče prosim, da izda potrdilo v drugem jeziku, kot je jezik sodnega postopka, in potem A zgolj prosto označi, kateri jezik oziroma jezike bi rad izbral. Sodišče na zahtevo z večjezičnim dinamičnim standardnim obrazcem stranki predloži potrdilo, v katerem koli drugem uradnem jeziku instituciji Evropske unije. Kot že omenjeno, sodišče ni dolžno zagotoviti prevoda besedila, vnese ga v prazna polja potrdila. Zagotoviti tak prevod pa je dolžnost stranke. Prevajanje opravi oseba, ki je pooblaščena za prevajanje v eni od držav članic. Se pravi, evropski pravosodje, gremo pa pogledati Evropski pravosodni atlas za civilne zadeve, ki opisujejo jezike, ki so sprejeti v Nemčiji. Se pravi, tu člen 25.1.i, uporablja se lahko le nemški jezik na območju, kjer živijo lužiški Srbi, imajo ti pravico na sodišču uporabljati lužiško-srbski jezik. Se pravi, to je bilo zgolj tako kot ilustrativen primer, katere podatke vse lahko najdete v Evropskem pravosodnem atlasu za civilne zadeve. V tem primeru je potem vsekakor jasno, da mora A zagotoviti, da je potrdilo prevedeno v nemški jezik. Kaj pa naslednje vprašanje? Kaj naj predloži A, da začne postopek, ki bi lahko privedel do izvršbe slovenske sodbe izdane v Evropskem sporu majhne vrednosti v Nemčiji? Kaj mora predložiti A? Če gremo, A mora predložiti v skladu s členom 21 kopijo sodbe, ki izpolnjuje pogoje potrebno za dokaz njene pristnosti, in potrdilo iz člena 20. In kadar je potrebno, njegov prevod v uradne jezike države članice. Se pravi, potrdilo iz člena 20 je pogoj za izvršbo v drugi državi članici, zaradi česar so tudi vsa predhodna vprašanja bila namenjena po časovni opredelitvi do tudi jezikovnega namena tega potrdila. V skladu s členom 20 je sodba, izdana v državi članici Evropskem postopku v sporih vrednosti, se prizna in izvrši v drugi državi članici brez razglasitve oziroma potrdila izvršljivosti. Se pravi, tle se potrdilo interpretira v smislu razglasitve in ga ne velja enačiti s potrdilom iz člena 20. Se pravi, to pomeni brez postopka eksekvature in brez vsakršne možnosti nasprotovanja njenemu priznanju. Kot je bilo že tudi predhodno omenjeno, A, ki zahteva izvršbo slovenske sodbe izdane v Evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, ni treba imeti ne pooblaščenca, ne poštnega naslova državi članice izvršbe, radar kadar gre za pooblaščene osebe za izvršilni postopek. Četrti odstavek 21. člena od stranke, ki v eni državi članici zaprosi za izvršbo, se na podlagi tega, da je tu državljan ali da nima stalnega prebivališča ali bivališča v državi članice izvršbe, ne sme zahtevati nobene varščine, jamstva ali pologa, ne glede na to, kako se imenuje. Ali je sodba izdana v Sloveniji v Evropskem postopku v sporih majhne vrednosti lahko predmet vsebinskega preverjanja v Nemčiji? Kaj pa gledate, se lahko sodbo vsebinsko preverja, se pravi, ko je že izdana v Sloveniji. Drugi odstavek člena 22 določa, da se pod nobenim pogojem sodba, ki je izdana v Evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, v državi članici izvršbe ne sme preverjati glede njene vsebine. Naslednje vprašanje, v kakšnih okoliščinah lahko nemško podjetje uspešno ugovarja izvršitvi slovenske sodbe v Evropskem postopku v Nemčiji. Se pravi, to ste že tudi delno slišali pri praktičnih primerih mojega predhodnika, tako da tu moramo izpostaviti, da je sodba izvršljiva ne glede na možna pravna sredstva, tako izhaja iz uvodne izjave 25, kot tudi iz člena 15. Tako, če izvzamemo izvezujoč vrste pravnih sredstev, kateri so pa drugi razlogi oziroma kateri so lahko razlogi, ki bi jih lahko uporabilo nemško podjetje za izpodbijanje izvršbe. Se pravi, nemško podjetje lahko ugovarja izvršbi na podlagi sledečih razlogov. Odklonitev izvršbe iz člena 22 ter prekinitev ali omejitev izvršbe iz člena 23.
Če podrobneje naslovimo člen 22, nemško sodišče lahko odkloni izvršbo, če je slovenska sodba nezdružljiva s prejšnjo sodbo, izdano v katerikoli drugi članici ali tretji državi pod pogojem, če gre za isto dejansko stanje, če je bila prejšnja sodba izdana, izpolnjuje pogoje za priznanje v državi članici izvršbe, ter če gre za nezdružljivost, ni bilo mogoče uveljavljati kot ugovor. Zgolj tako na kratko. Naslednji postopek za vložitev vloge pri sodišču na izpodbijanje izvršbe na podlagi nezdružljivosti je urejeno s procesnim pravom zadevne države članice, se pravi, to je urejeno v našem primeru z nacionalnim pravom Nemčije. Nemško sodišče prekine ali omeji izvršbo pa v skladu s členom 23 uredbe o evropskem sporu. Se pravi, kaj pa nam določa člen 23? Kadar stranka vloži pravno sredstvo zoper sodbo, se pravi, kadar stranka izpodbija sodbo, ali je vloga takega pravnega sredstva še vedno možna, ali je stranka vložila zahtevek za preskus sodbe v smislu člena 18, lahko pristojno sodišče ali drugi pristojni organ v državi članice izvršbe na zahtevo stranke, proti kateri je vložena, lahko, kot je že bilo tudi omenjeno, omeji postopek izvršbe na zaščitne ukrepe, to je na primer zamrznitev bančnega računa ali zamrznitev plače. B. Pogojuje izvršbo s predložitvijo jamstva, ki ga samo določi, ali v izjemnih okoliščinah prekine postopek. Se pravi, nadaljnji postopek lahko prekine tako za določen, kot tudi za nedoločen čas. Še nekaj glede tega. Pomen besede izpodbijanje je treba razumeti tako kot pravno sredstvo zoper sodbo, ali pa če še takšno pravno sredstvo možno po zakonodaji države članice, kjer se nahaja sodišče, ki je izdalo sodbo, in izpodbijanje zaradi nezdružljivosti na podlagi omenjenega 22. člena. Ker pa je preskus sodbe v izjemnih primerih v smislu člena 18 izrecno omenjen v členu 23, se pravi v tem členu, pa presega pomen besede izpodbijanje. Se pravi, torej zgolj tako kot krajše napotilo. Naslednji scenarij. Pred izvršbo sodbe, izdane v Sloveniji v evropskem postopku sporih majhne vrednosti, nemško podjetje AJU plača prisojen znesek. In vprašanje na tem mestu je, kako lahko nemško podjetje izpodbija izvršbo sodbe. Če bi želel se kdo vključiti, se pravi, kakšne bi bile vaše rešitve, če je že terjatev poravnana? Dobro, če ni, bom kar sam odgovoril. Uredba o evropskem sporu majhne vrednosti ne predvideva plačila prisojenega zneska v sodbi izdani državi članici kot razlog za zavrnitev izvršbe. Na primer, če pogledamo uredbo o evropskem plačilnem nalogu, izvršba se na predlog zavrne tudi, če je tožena stranka, tožeči stranki plačala znesek, dodeljen v evropskem plačilnem nalogu. Vendar to ne smemo interpretirati tako, da sodišče, da v tem primeru se ne bi moralo upoštevati. Seveda lahko kljub temu nemško sodišče v skladu z nacionalno zakonodajo odkloni ali zaustavi izvršbo, če je bil plačan znesek dodeljen v slovenski sodbi. Naslednji scenarij. A in nemško podjetje sta v okviru evropskega postopka sporih majhne vrednosti pred slovenskim sodiščem sklenila sodno poravnavo. Vprašanje 8. Ali je sklenjena sodna poravnava v Nemčiji priznana in izvršena pod enakimi pogoji, kot bi bila slovenska sodba, izdana v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti? Kaj menite? Da se tudi lahko izda potrdilo. Tako. Če pogledamo samo člen 12, kadar to primernosti sodišče prizadeva za poravnavo med strankama, in potem tudi člen 23a, sodna poravnava, ki potrdi sodišče ali je sklenjena pred sodiščem med evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti, je izvršljiva v državi članici, v kateri je tekel postopek, se prizna in izvrši tudi v drugi državi članici pod enakimi pogoji kot sodba izdana v evropskem sporu majhne vrednosti. Se pravi, tudi sodna poravnava je tretirana povsem enako, predvsem zato, ker je sklenjena pred sodišči Slovenije in je tudi potem izvršljiva v Sloveniji, potem je priznana in izvršljiva pod enakimi pogoji, kot bi bila slovenska sodba tudi v Nemčiji. Se pravi, sedaj kot zadnjo naj vam predstavim tudi še študijo primera 3, s katero vam pa želim zgolj na tak kratek in koncizen način obnoviti in prikazati do sedaj
pridobljene znanje v okviru študije primera 2. In se pravi, naj gremo na dejansko stanje. Svetovna zdravstvena organizacija 30. januarja razglasi virus COVID-19 za nevarnost javnega zdravja mednarodnega pomena in 11. marca razglasi pandemijo. Pandemija povzroči mednarodne prepovedi potovanj ter omejitev na državnih mejah. Zdravstvena kriza je vplivala tudi na mednarodna in domača potovanja, kar je povzročilo veliko število odpovedi rezervacij, saj številni državljani niso mogli potovati. Marija je septembra 2019 načrtovala družinsko potovanje v Španiji, vse od 13. do 20. marca. Izlet je organizirala nemška potovalna agencija Čudežni otok, rezervacijo pa je upravila slovenska potovalna agencija Velike sanje. Ker je Republika Slovenija 12. marca razglasila epidemijo, se je Marija, potrošnica pri slovenski agenciji, pozanimala, ali bo to potovanja še mogoče. V agenciji so odgovorili, da je potovanje predvideno kot načrtovano in če se Marija odloči, da bo potovanje odpovedala v zadnjem trenutku, ne bo upravičena do povračila. Prihod družine na počitniško lokacijo v Španiji je sovpadal z sprejetjem strogimi ukrepi, kot so omejitev gibanja, ki so začeli veljati po enem dnevu po prihodu. Spoštovanje ukrepov je nadzorovala tudi vojska. Glede na hitro zaostrovanje razmer se je družina iz preventivnih razlogov odločila, da se predčasno vrne v Slovenijo. Tako slovenska kot nemška turistična agencija družini so sicer svetovala, da v danem trenutku najbolje počakati že na rezerviran let proti domu, saj je nadomestnega leta ni mogoče zagotoviti. Marija se kljub temu odloči, da nasveta ne bo upoštevala, saj je družina bila obsojena na preživljanje časa v hotelski sobi, zato je kupila samoiniciativno letalsko vozovnico za vrnitev v Slovenijo. Glede pritožbe za povrnitev stroškov se je Marija morala obrniti na nemško agencijo, ki se je v povratnem sporočilu distancirala od vsakršne odgovornosti za te nepredvidene okoliščine. Marija je zapravila za letalske vozovnice 3325 € za 3 osebe. Po 3 mesecih neuspešnih zahtevkov po elektronski pošti poslani nemški agenciji Čudežni otok, Marija prenesen izpolni obrazec zahtevka A iz rubrike Dinamični obrazci na spletnem portalu e-pravosodje in ga skupaj s potrdilom plačanih vozovnic in korespondenco elektronske pošte predloži sodišču v Sloveniji. Sodišče v 14 dneh agenciji pošlje kopijo obrazca in zastavi 30-dnevni rok za odgovor. Agencija se odzove z obrazcem za odgovor C. Sodišče agenciji naloži povračilo stroškov in povračilo stroškov postopka ter sodbi vroči stranka. No, sedaj pa prvo vprašanje, ali je lahko sodba izdana v Sloveniji izvršena v Nemčiji zoper Čudežni otok in kako. No, seveda smo že na to vprašanje danes tekom praktičnih delavnic večkrat ugotovili, je to mogoče in sicer to vprašanje podrobno ureja uredba o evropskem sporu majhne vrednosti, ki pa velja za alternativno na nacionalni zakonodaji. No, sedaj pa lahko pogledamo tu podrobneje, kot je bilo povedano, sodišče izda potrdilo na standardnem obrazcu Z brez dodatnih stroškov na zahtevo stranke in tako pa izgleda ta obrazec D. Se pravi, sodišče je odredilo, da plača, pa se navede tako glavnice, stroške ter obresti. Sodišče odredi, da tako se pravi izgleda ta obrazec, ki se na to izpolni v več lahko z uporabo dinamičnega obrazca še v drugih uradnih jezikih institucij Evropske unije. No, tudi stranka, v prid kateri je bilo odločeno, lahko začne urejati vse potrebno za izvršbo sodbe. Za ta namen se lahko sodba izvrši v državi članici Evropske unije, sicer kot da bi bila izdana v tej državi brez potrebe po posebnem postopku, brez potrebe po razglasitvi izvršljivosti, ne glede na to, ali obstaja možnost pritožbe, brez potrebe po poštnem naslovu ali pooblaščenem zastopniku te države in brez zahteve po zavarovanju. No, kaj pa to pomeni? Na zahtevo stranke bo sodišče v državi članici izvora potrdilo izdalo na standardnem obrazcu D. To potrdilo nima konstitutivnega učinka, temveč dokazuje le obstoj in izvršljivost sodbe. Potrjena je neposredno izvršljiva v vseh državah članicah. Mariji ni potrebno zaprositi za razglasitev izvršljivosti v Nemčiji. Sodišče
ki je izdalo sodbo, bo izdalo tudi potrdilo. V skladu z drugim odstavkom člena 20 Marija lahko sodišču sporoči, da bo začela izvršilni postopek v Nemčiji in od sodišča zahtevka, da je predloži potrdilo v drugih uradnih jezikih z uporabo večjezičnega dinamičnega standardnega obrazca, vendar sodišče ni dolžno priskrbeti prevoda besedila, vnesenega v polje potrdila. Zagotoviti tak prevod je dolžnost stranke, ki zahteva izvršbo. Potrdilo mora biti prevedeno v ustrezni uradni jezik države, kjer se zahteva izvršba, ali v drug jezik, za katerega država navede, da je spremenil. Vsak prevod mora v vsebini sodbe danih v potrdilo opravi oseba, ki je pooblaščena za prevajanje. Pri tem mora Marija zaprositi nemške organe, ki so pristojni za izvršbo, da izda potrdilo. Pri tem mora Marija predložiti kopijo sodbe ter potrdilo iz člena 20. Hkrati se od Marije kot tožnice v Nemčiji ne sme zahtevati varščine, pologa, jamstva, samo zato, ker je torej državljanka, ker nima stalnega prebivališča v državi članici izvršbe, prav tako in ni treba imeti tako pooblaščenca kot tudi ne poštnega naslova. Dejansko izvršanje sodbe v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti ureja pravo države članice izvršbe, torej v tem primeru nemško pravo. Uredba poudarja, da se vsaka sodba izdana v evropskih postopkih v sporih majhne vrednosti izvrši pod istimi pogoji kot sodba izdana v državi članici izvršbe. Sodba slovenskega sodišča bo torej izvršena pod enakimi pogoji kot nemška. Pod nobenim pogojem se sodba v sporih majhne vrednosti pa ne sme preveriti glede na vsebine, se pravi, tako sem skušal strniti vse do sedaj predstavljene ugotovitve glede priznanja in izvršbe sodbe izdane v evropskih postopkih majhne vrednosti. Se pravi, še potem zadnji scenarij, v katerem bomo pa obnovili, na kakšen način lahko nemška agencija, ki izpodbija sodbo, se pravi, kakšne možnosti ima nemška agencija, da vpliva na izvršilni postopek v Nemčiji zaradi izpodbijanja sodbe v Sloveniji. Se pravi, tudi to smo že danes omenili. V tem primeru lahko, če izpodbija, to je vloži pravno sredstvo zoper sodbo, lahko ali ima še to možnost vložiti, lahko nemški izvršilni organ na zahtevo stranke omeji postopek izvršbe na zaščitne ukrepe, pogojuje izvršbo z predložitvijo jamstva, ki ga samo določi, ali v izjemnih okoliščinah prekine postopek izvršbe. Na tem mestu bi se vam rad zahvalil za pozornost.